A pol spremljate recimo zadovoljstvo strank, tako da se ti zavedaš? Ja. Ja, jaz včasih mikromanežiram. Tina naredi anketo in potem jaz, zaradi tega, ki je narejena na moj profil, jaz grem že vmes malo brati rezultate. Pač me zanima in seveda na 300 ljudi se bosta najdla dva popolnoma nezadovoljna in jaz še kar tisto hočem rešiti. No. Ampak ne da se vse. Vesela sem, da so ti odstotki pač zelo majhni, ampak mi je pa pomembno, kaj rečejo. Ne samo, da izpolnite anketo, ampak če se gre, jaz se prizadevam za sistemske spremembe, če so le lahko, da potem se drugič izognemo kakšni slabi izkušnji. Torej, da prepoznaš, kaj se je zgodilo in kako to sistemsko rešiti. Ja. Sicer je anketa anonimna, damo pa možnost tudi, da ljudje zapišejo, iz katerega podjetja so. In potem rada vem o teh primerih, da vidim, če se lahko pač kako drugače obrnemo, zelo splošno povedano. Ja. Mogoče za zaključek, omenila si že AI, pa tam prvo predavanje je Coutinho, to se zapomnil, ki mi je tako portugalsko razlagal ravno o tem stvarih, ki se spreminjajo. Recimo, eno je umetna inteligenca, ki generira, pustimo slike, audio, video, ni da ni. Kaj pa recimo na meroslovje, misliš, da bo v naslednjih 5 letih, 10 tako drastično vplival? Oziroma, mogoče drugače, tam je tako zelo dobro vprašal, kaj veš, da se ne bo spremenil? Veš, kaj to lahko kontroliraš, to se mi zdaj ful dobro. Kaj vem, da se ne bo spremenil? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da pač ne bo se pričakovanja stranke moraš dobro poznati. In če jih dobro poznaš, potem jih lahko tudi upravičeš ali pa ne. In ne vem, če bo znala umetna inteligenca tako dobro to rešiti, poznavanje res kompleksnosti strank. No. Ker ni samo ena oseba, ker je to večoddelčno, ker je to na koncu preveč v ljudeh zaenkrat. Seveda pa drugače pričakujem in že danes umetna inteligenca vpliva na poslovanje v naši branži, tako da jo sprejemamo, smo pa tudi tukaj previdni, no, ker je le ta varstvo podatkov, inovacij dokaj kompleksno, če uporabljaš umetno inteligenco, tako da smo pač malo zadržani, ampak jo pa uporabljamo. Ja.